športniki. Ne, on pa se vrta. Samo. Gospod predsednik, cel kup tem na koaliciji danes, katera je tista ključna za vas tri, morda slovenska manjšina v Avstriji? Za nas je predvsem pomembno to, da prehajamo v zadnjo leto dela vlade v tem mandatu in da seveda se skupaj govorimo o tem, kako bomo našo koalicijsko zavezo, ki jo skupno izpolnjujemo, skozi različne projekte v tem obdobju pripeljali do konca. Tu je zelo veliko nekih prioritet, bi rekel, od zdravstva do socialne politike, družinske politike, od denimo, kako zagotoviti varno starost upokojencem do perspektive mladih. Ja, tudi ta problem z našo manjšino v Avstriji bomo seveda naslovili in še nekatere druge teme. Pomembno je, da seveda ostanemo enotni, zavezani koalicijski pogodbi, da izpeljemo ta mandat do konca. Hkrati pa moramo upoštevati, da pri vseh teh prioritetah država seveda ni neka vreča brez dna. Kot vemo, smo ravno vse te uspehe, kajti kazalci kažejo, da gremo stalno na bolje z razvojem. Smo vse to dosegli tudi predvsem s tem, da smo zagotovili javno finančno vzdržnost, zato da dobro gospodarimo z javnimi financami. In vsak projekt, ki ga načrtujemo tudi letos in kasneje, je seveda pogojen s tem javnim finančnim okvirom in tudi o tem bomo danes govorili. Tako da na nek vzdržen, pa vendar odločen način nadaljujemo to dobro zgodbo, ki se kaže v gospodarski rasti, povečanju zaposlenosti in vseh drugih pozitivnih pokazateljih. Jaz bi samo vprašala, glede na to, da tisti, ki malo spremljamo glasovanje v državnem zboru, koalicija nekako zadnje pol leta, vsak po svoje, se boste danes pogovorili tudi o tem, da bodo vaše glasovanje nekoliko bolj podobna koalicijskim ali... Predmet razgovora bo zagotovo tudi ta, da pri tistih projektih, kjer nas zavezuje koalicijska pogodba, še posebej glasujemo bolj enotno, kot smo v zadnjih nekaj tednih ali mesecev dni. Tu je treba pač enostavno, bi rekel, zdaj v tem zadnjem letu mandata še bolj strniti vrste, da pač naše zaveze, za katere pričakujem, da jih bomo vse stranke tudi naprej izpolnjevale, skupno pripeljemo do konca. Kaj se dogaja zdravstvena reforma, zakon o zdravstveni dejavnosti in o zdravstvenem varstvu? Predlogi so bili posredovani od koalicijskih partnerjev, ste jih upoštevali? V koaliciji stalno, bi rekel, smo v komunikaciji in v medsebojni izmenjavi stališč glede zdravstvene reforme. Kot vidite, zadeva se zdaj premika veliko bolj hitro kot v pripravljalnem obdobju. Ravno včeraj sem vesel, da je bil potrjen praktično soglasno tobačni zakon in zdaj skupno delamo naprej, tako na teh zakonih, ki bodo zdaj spomladi, jaz upam, in do poletja v glavnem v postopku sprejemanja in bo zgodba tu zaključena na zakonodajni ravni, kot tudi predvsem pri čakalnih vrstah, kajti tu pa je zelo pomembno, da naredimo nek zelo opazen premik že v prihodnjih mesecih. Bo zakon do konca meseca čakalnih vrst? Danes ravno nam bo o tem, kje smo pri zdravstveni reformi ta hip, poročala ministrica in bomo seveda tudi o tem opravili razpravo. Gremo pa naprej, vidite, da se vse premika v pravo smer, ampak tu seveda potrebno mnogo usklajevanja. Gre za namreč enega najzahtevnejših projektov, ki pač prejšnje vlade, kot veste, niso bile kos, zdaj pa je skrajni čas, da nekaj tu pomembnega naredimo. Kako boste rešili problem danes tega in nekako vložili financiranja zasebnega šolstva? Torej, to je zadeva, kjer se v koaliciji usklajujemo. Kot veste, je tudi odprta še ustavna razprava na to temo, kjer tudi nameravamo, bi rekel, zadevo zapeljati naprej. Jaz mislim, da tako pomembno vprašanje moramo koalicijski partnerji usklajevati do točke, da bomo šli lahko skupno naprej. Je pa seveda pomembno, da danes ministrica prišla na vlado s tem zakonom, kajti gre za zakon, ki v nekem ključnem delu uresničuje odločbo Ustavnega sodišča in zato sem jo seveda še posebej spodbudil, da s tem zakonom gremo naprej. Potrebujemo pa še nek čas za dokončno uskladitev. Glede avstrijske državne pogodbe predlagam, da na vprašanje odgovori minister Erjavec, ki je seveda kot zunanji minister skupaj z ministrom za Slovence po svetu nekako najbolj pristojen za to vprašanje. Zanesljivo pa
Gre za eno zelo pomembno vprašanje, ki ga bomo danes naslovili tudi v medsebojni debati. Hvala. Mogoče